Danes je tretji dan na oceanu, še vedno ni vetra, tudi danes ga verjetno še ne bo. Zdaj ga je vsaj toliko, da se 3 vozle premikamo, da ne kurimo preveč nafte. Na regati nas vsi prehitevajo, motor na polno, tako da vsi katamarani in vsi so šli že zdavnaj mimo. Jadrnic sicer ni, niti ne toliko, več pa takole zgleda od zunaj. Eni so na masaži. Thai massage. This is our crew. You hired a Thai massage specialist. Tako da igrice igramo, kartamo, drugače pa počivamo. Včeraj sem spet eno ribo ujel, pa mi je malo pred jadrnico ušla. Tako da nadaljujem. Se tudi jaz učim, glede na to, da nimam nekih izkušenj z lovljenjem rib preveč. Si pa želim, da bi ujel kakšno ribo, tako da damo tle gor, spečemo kakšen zrezek. Lahko tudi tunin. Se tako po moje tudi se ne ujame tle. V glavno čakamo na veter. Naj bi jutri začel pihati. Jaz upam že na danes, ker drugače bo tole zelo dolgo potovanje. Takole izgleda zdaj, ko je začelo malo bolj pihati. Vročine ni. Pač pa gremo z vetrom. Približno 20 vozlov. Zaenkrat ni hudega. Kako ti je plut po tem širnem oceanu? Že malo bolje. Že malo bolje? Zakaj? Ker si je sonce pokazalo? Tudi to. In kakšni so prvi občutki o prvem prečkanju oceana, Atlantika? Grem prvič? Prvič? Ja. Seveda greš prvič. Si že bila? Mislim, da sva že v hujšem plula, tako da. Ocean je prvič, Atlantik je prvič. Ocean je pa prvič. Ne vidiš. Ne vem, čudni valovi so. A drugačni kot Jadranu, ne? Voda je precej zelena tukaj. Da bila na reki Krki. Imamo še 500 mil do Cape Verde. Evo, nismo sami, nam še eno sledi, oziroma smo jo prehiteli. Veter je malo ponehal, še zmeraj piha 15. Nas lepo s 6 vozli pele naprej. Danes je četrtek, spet smo pali v Bonaco, edini kak so ostali še valovi. Tako da zdaj malo nadaljujemo na motor. Včeraj smo imeli težave, zato smo se odločili, da gremo na Cape Verde. Če pokažem, kaj se je zgodilo. Tam je počel vijak od nosilca alternatorja, pa nisem takoj opazil in so se kabli pač prišli tam malo stikati, tako da so se mi malo stalili. Sicer sem se obizoliral po vse, pa sem nekako zdaj pritrdil to nazaj. Zdaj pa edino, kar je alternator ne polni. Zdaj ali je šel kakšen regler, pač nekaj v glavno narobe. Ne moram ugotoviti kaj. Tako da sem se odločil, da gremo na Cape Verde za kakšen dan. Probamo poiskati mehanika.
Več imam pa še en alternator, kjer ne bom zamenjal. Ni original, je en drug, ampak mogoče mi uspe urediti. Vseeno bo pa to lažje tam narediti nekje na sidru ali pa v marini kot tle na valovih na morju. Kuham gobovo juho, glede na to, da imam 3 ženske na palubi, tudi kuham, jaz sem pospravljal, tako da naslednjič mogoče res bolj, da grem sam jadriti. Moram se pa še malo pobriti. V glavno imamo še, mislim, da točno nekje ali pa malenkost manj kot 400 nautičnih milj do Kap Verde, vse skupaj iz Tenerife, mislim, da je prišlo pa 840 milj, se pravi, da smo nekje na pol poti zdaj. S tem, da prva 2 dni ni bilo nič vetra, tretji dan smo naredili 140 milj, pa danes, kar smo po noč, pa malo dopoldne. Zdaj gremo pa malo na motor, pa upam, da bo začelo spet kaj pihati.
Slabih 150 nautičnih milj na Sloč do Kap Verde. Ko sem malo skeširala, medva najedla. Zdaj sonce sije, malo bolj sem zapeljal v smer, da so vse celice na soncu, da mi dobro polne akumulatorje, glede na to, da na motor nič ne polne. Avtopilot ima pa kar veliko porabo, pa skrinje. Pač pa piha zdaj tam 25 vozlov, takole jadrom. Smo prišli na Capo Verde, zdaj gremo pa v Immigration Office prijaviti. Jutri bomo šli pa v Marino in vprašati, če ima kaj prosto, ampak mislim, da bo. Tako da zdaj gremo pa na eno gled hitro, pa najdeti kakšen Wi-Fi, da malo vreme pogledamo, pa malo informacije, pa to, da smo bili točno en teden na terenu, sred morja. Danes je Immigration Office zaprt, tako da bomo šli jutri se prijaviti, tudi ko bomo šli istočasno v Marino. Zdaj pa iščemo kakšen Wi-Fi, pa kakšno SIM kartico. Verjetno bomo nekaj časa tukaj, preden gremo spet na odprto morje. Tamle pa na Štimi na sidro čaka. Danes iščemo mehanika za najin alternator. Že kakšno uro so hodili tle po mestu, pa noben ne ve, kje je. Jaz so dobila en namig, tako da upam, da najdeva. Če je kar veliko mesto. Je pa toplo, sonce žge. Pa zunaj, ko smo na sidru pred Marino, piha 45 vozlov. Tako da bomo še malo počakali, da bo boljša napoved. Tako nama res ni treba riniti na odprto morje. Bi pa rada seveda čim prej šla, da čim prej prideva čez lužo. Danes smo nesli najprej za upravljenca vpred, zdaj pa čakamo enega gospoda Manota, ki nam pomaga tukaj. Zdaj še ne vem, kako so ga sploh našla, pa zakaj pomagam, pa okej. On je naju najde. Glavno zdaj naju bo pelil do mehanika, ker sem vzel alternator dol. Včeraj sem še enkrat probal, tako da sem odklopil se kable, pa ga vžgal. Če daje kaj elektrike ven, pa ne. Je začel pa smrdeti, tako da je sigurno alternator. Zdaj pa videli, kaj je skorilo. V bistvu, če se sploh splača popravljati, ali bo mogel zamenjati ali nekaj. Od zunaj piha, po noči pihalo, maksimalni sunk je dosegel 52 vozlov, tako da je tudi na sidru kar pestro, celo noč. V bistvu piha 10 vozlov, pa pihne 45 vozlov sunk, tako da so full sunki. Bomo videli zdaj, kaj bo najprej s tem alternatorjem še in tako naprej. Drugače bomo pa šla potem zdaj, ko tu uredimo, na kakšno plažo, malo mogoče s skirojem se zapeljati po mestu, da vidimo, kako izgleda, pa če ima kakšne znamenitosti ali pa kaj. Drugače je pa v redu, no. Toplo je, jaz sem se danes kupil zunaj v vodi, 27 stopinj, tako da čisto poletno. Sem kar piha, ne. Je tako? Ja. Evo ti, Natalija gre na tržnico, po moje bo sigurno kaj kupila. Takole izgleda.
To je polenta. Lenta, ja? To je polenta. To pa še bo polenta. Ja. Ta bi bila, ta je pa pregroba. Ja, ta fina. Mi smo šli na kosilo, jesti tradicionalno njihovo hrano. Drugače je v bistvu takole zrezek, pomfri, solata, riž, čebula, pač v redu je. Tako da zdaj smo že vsi lačni, tako da nam bo zdaj pasalo jesti. Dober tek. Spet piha kupek na akciji. Ja, dobrih 30. Še par dni počakamo tukaj, pa mislim, da bo malo padel veter, pa štartamo proti Karibom. Je že čas. Drugač pa več ženski na jadrnici slabše. Takole uživajo. Jaz pa palačinke pečem. Spet. Teda, končno bomo malo večerja. Pa imajo pa živo musko tam na obali, en big stage. Gremo pa malo pogledati, kaj se dogaja. Se malo podružiti še z ostalimi. Sicer sidro dobro drži, ne? To je super. Pa glede na to, da toliko piha, imam dosti elektrike. Natalija pa Valentina so šle malo okoli pogledati. Prej sem razmenil te njihove. Ne da se v trgovinah plačevati z karticami, pa tem, tako da itek na pristanek na žruzga. Sem šel pa zdaj mehaniku iskati alternator, ker je naj bi bil zrihtan, ampak je nekako zdaj kable, ne vem kako drugače zvezal. Tako da upam, da ne bom kaj skural, oziroma da sploh deluje. Malo sem v dvomih. Bom zdaj popoldne probam zmontirati, pa da vidim, ali je to ali ni to. Zdaj se pa dobimo tam pri enem lokalu, ki je Wi-Fi, da še nekaj na YouTube naložim. Drugače pa piha od zunaj še vedno nenormalno in skozi napava taka naprej. Pihati skozi tle noter na sidru 20-40 vozlov, to je šele od zunaj. Zdaj sem videl, kako se penjajo tisti valovi v skale, kako butajo. Tako da nimam neke želje štartati čez Atlantik v takem. Saj zaenkrat ne, no. Tako da zaenkrat je plan, da konec tedna še ostaneva tukaj, da vidiva kako pa kaj. Če se odločiva, da za vikend greva, mora biti pa v petek se odjaviti, ker so nam vzeli tudi ta plovno dovoljenje, so ga zadržali do odjave. Tako da brez niti ne mora odideti. Več pa takole, kar je šmeduljca noter, je pa kar poletno. Mislim, da je tam okoli 25 stopinj v senci, samo pač kar dosti vetra piha se toliko ne pozna, da je taka vročina. Čim je pa takole nekomu zavetje prideš, pa kar žge. Včeraj sem dobil nazaj alternator od avtoelektričarja, je popravil. Tako da zdaj spet v funkciji, sem zmontiral nazaj. Dala sem se v njo oprati, da bo malo sveže.
Zdaj se moramo pa pač odločiti, kdaj bomo odplula čez. Rabimo približno nekje 2 tedna. Mislim, da je 2100 mil za prehod. Trenutno še kar malo preveč piha. V bistvu vsak dan je med 45 in 55 vozli maksimum dosežejo sunki, da je malo preveč. Ni potrebe, da po takem plujeva. Po vremenski napovedi naj bi se zdaj čez 2 dni malo umirilo, vsaj za en teden nekje, potem pa spet začelo, tako da jaz se bolj nagibam k temu, da bi štartala, da ne bo obtičala tukaj brez veze, pa da Božič pa novo leto preživela raj na Karibih. Danes takole, ko ne piha, sonce fajn močno, tako da žge, treba kar malo paziti, se malo mazati, pa mogoče kakšno majico nositi, ker te hitro žge. Drugače pa nič, danes je malo prost dan, bi se temu lahko reklo. Tako da Natalija je že na plaži, jaz sem šel še nekaj na Wi-Fi ta čas. Potem pa jutek, če bomo šla še kje v marino ali ne, še to ne veva, v bistvu niti ne potrebujeva. Elektrike imava dost, edino tankala bova polno nafte, pa vode in to je to, se niti ne raba marine. Maja pa tle na drugi strani otoka, na plaža, ki so pa plavaš, jih je pa polno pravih. Ne toliko velikih, no, ampak prave. 12 km stran, zraven letališča.